Spoštovani ravnatelj, magister Rajko Jurgec, župan, gospod Sašo Kodrič, učitelji, starši, dragi učenci in cenjeni gostje. Dobrodošli na naši zaključni prireditvi. Dobrodošli na letu Evropska šola 2026. Kapitan sporoča, da bo let kratek, zabaven in brez zamud pri prtljagi. Šolsko leto se zaključuje, zato je čas za praznovanje naših uspehov in lepih spominov. Preden odpotujemo po Evropi, pa se ustavimo doma, v Sloveniji. Tudi če sem dal stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravila da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina. Je kot pesem polna njih, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njeno prav. Čustva z njo se potopim, je moj smeh njo. Mama, oče pravita, če bom šla to, vidi tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer je kralce z Alpami, sveta Maurico, tam ljudje zaljubljeni so Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravila da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina. Je kot pesem polna njih, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok. Čustva z njo se potopim, je moj svet. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok. Čustva z njo se potopim, je moj svet in njo. Čustva z njo se potopim, je moj svet in njo. Petindvajsetega junija praznujemo dan državnosti, ko se spominjamo nastanka samostojne Slovenije. Na ta dan s ponosom pomislimo na našo domovino ter na vrednote sodelovanja, svobode in odgovornosti.
plava čez oblak in me riže težek zrak, albo sonce, albo sneg, mene grab nervozen smeh, rad bi ujel le njeno dlan, da ne odplavam predaleč stran. Moja
potep vabim k besedi ravnatelja magistra Rajka Jurgensa. Sem vedel, da bo. Drage učenke in učenci, cenjeni starši, sodelavke in sodelavci, spoštovani gospod župan, gospa častna občanka, lepo pozdravljeni na, mislim, da predzadnji šolski prireditvi v tem šolskem letu. Kar nekaj se jih je, hvala vsem, ki so pri tem sodelovali med letom zvrstilo. Prav ob koncu pouka v tem šolskem letu smo, ob enem pa v prispodobi na začetku 5. letnega časa, ki predstavlja nov začetek, nove možnosti in priložnosti, nove cilje in izzive, novo upanje. Neodvisno od letnega časa se je v teh dneh naše delo spremenilo v ocene in vsakemu dozorelo v uspeh. Z njim smo bolj ali manj zadovoljni, pa vendar tudi vsi drobni uspehi iz leta v leto ustvarjajo uspešne učence, vse skupaj pa uspešnost šole. Današnja prireditev poteka 2 dni pred dnem, ki ga zagotovo štejemo med najpomembnejši praznik slovenske države. Dan državnosti odraža želje in pričakovanja mnogih generacij Slovenk in Slovencev oblikovati samostojno državo Slovenijo, dokončno uresničenih 25. junija 1991. Zagotovo so razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi pomembne naloge šole. Zato so tudi eden od temeljnih ciljev sistema vzgoje in izobraževanja. Le poučeni in ozaveščeni bodo te vrednote širili in prenašali naprej. Breme te odgovornosti se začne že v vrtcu in nadaljuje v šoli. Prepričan pa sem, da skupaj z učitelji in starši nedvomno zmoremo, da bodo tudi iz naše šole odhajali mladi ljudje, ki bodo ponosni na svoje korenine, usposobljeni za samostojno učenje in delo, za sodelovanje z drugimi in drugačnimi, pa tudi za tekmovanja na zahtevnem trgu znanja in dela. Na tem trgu vedno znova srečujemo tudi naše učence. Kako uspešni so, bomo presojali v drugem delu prireditve po podelitvi priznanj, pohval in nagrad najboljših. Zato se ob tej priložnosti želim zahvaliti vsem za trud, ki ste ga posvetili znanju in vzgoji. Pri tako zahtevnem delu je težko biti vselej zadovoljen, vendar verjamem, da je bilo delo tudi letos dobro opravljeno. Čestitam vam za opravljeno delo in dosežene uspehe. Hvala za lepe besede, gospod ravnatelj. Naš kovček je spakiran. Najprej se bomo na pot podali z gusarjem Reksijem. Nato pa sledi naša naslednja postaja, Hrvaška. Tam nas čakajo živahni ritmi in kolo. Brez skrbi. Danes plešejo nastopajoči, gledalci lahko ostanete na svojih sedežih.
Nemčija je dežela velikih izumov. Prav tam so med drugimi izumili avtomobil, tiskarski stroj pa je izpolnil Johannes Gutenberg. Brez njegovega izuma bi bile naše šolske knjige danes precej drugačne. Ajda, Ela, Tisa, Hana, Brina in Blaž bodo zdaj dokazali, da so besede lahko prav tako zabavne kot veliki izumi. Eine kleine Dickmadam fuhr mal mit der Eisenbahn. Eisenbahn die krachte, Dickmadam die lachte. 1, 2, 3 und du bist frei. Eine kleine Micky Maus zog sie mal die Hose aus, zog sie wieder an und du bist dran. Paul, Pauline, Apfelsine, Apfelkuchen, du musst suchen. Ich und du, Mullers Kuh, Mullers Esel, der bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine alte Frau kocht Truben, eine alte Frau kocht Speck und du bist weg. Kaj pa je naša naslednja postaja? Država, kjer jesi po čokoladi. Morda veš katera? Eno imam v mislih, ampak prepuščam raje besedo učencem, ki so države spoznavali skozi celo leto. Zatem pa bodo oder zavzele učenke 7. in 8. razreda. Čeprav danes ne bomo obiskali Eifflovega stolpa, bomo občudovali plesne korake, ki nas bodo odpeljali naravnost v Francijo. Po plesni točki vabimo k besedi župana, gospoda Saša Kodriča. Punce, samo en dan še potrpimo, pa je konec šole. Punce, ali se gremo igrat? Ja, lahko. Jaz že vem, katero igro se bomo šle. Gremo se vse na črko. Jaz bom govorila abecedo A. Stop. Pa joj, tako hitro. Imamo črko B. Gremo. 3, 4, zdaj. Konec! Pa joj, kako si že konec? To je nemogoče. Jaz nimam ne mesta in ne države na črku. Jaz tudi nimam države. Jaz tudi ne. Ok, potem pa poglejmo rešitve. Ime Bojan, primek Breznik, predmet bidon, žival bik, rastlina breskev, mesto Budimpešta in država Belgija. Pa res, joj! Kako se nisem spomnila? O Belgiji pa se še pri naši dejavnosti potujemo po svetu nismo pogovarjali. Dajmo malo pogledati, kaj je tam zanimivega. Tu piše, da ima bogato srednjeveško zgodovino in je kraljevina. Na severu meji na Severno morje. Njene sosede so še Nemčija, Nizozemska, Francija in Luksemburg. Njeno glavno mesto je Bruselj in je neuradna evropska prestolnica, saj tudi tu zaseda vrh Evropske unije in tudi tu je sedež zveze NATO. Ima kar 3 uradne jezike, nemščino, nizozemščino in francoščino. Poslušajte nekaj bolj zanimivega. Bombri ni iz Francije, ampak izvira iz Belgije, pa imajo najboljšo čokolado na svetu, zato so pa zelo znane belgijske praline.
Spomnim se, da je ati zadnjič na pikniku govoril, da je belgijsko pivo zelo dobro. In tukaj piše, da pridelajo 1500 različnih vrst piva. Punce, ali ste vedele, da so smrtci doma v Belgiji kako lepo? Belgijci obožujejo Eurosong in zato imajo tudi nekaj zimzelene iz Eurosonga. Pa tudi zelo dobre nogometaše imajo, zadnjič sem gledala tekmo.
Draga učenke, dragi učenci, spoštovani starši, gostje, prav lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo tudi na to prireditev, še eno v nizu, eno izmed zadnjih v nizu v okviru tega šolskega leta. Večkrat razmišljam, kako bi vas nagovoril, pa se mi misel ali pa istočnica kar sama porodi, ko si ogledujem te pripravljene nastope. Tokrat je to nedvomno ponos. Ponos že od samega začetka, ko zaslišimo himno v izvedbi pevskega zbora in skozi vse naslednje točke, ki jih tako skrbno pripravite, dodelano in za vsebino, da smo res lahko na vse skupaj samo ponosni. Danes ste nam in nam še boste, predvidevam, približali Evropo in še bolj približali Slovenijo, kako povezujemo s prihajajočim praznikom Dneva državnosti, kar je seveda prav. Ponos se kaže skozi vse to, kar nam prikažete. Tako uvodoma v petju, tako sedaj v tej spretnostni točki v plesu, v glasbi in vseh uspehih, ki kako jih spremljamo in vas ob tem jasno tudi podpiramo. Pravzaprav je ta prireditev kot eno veliko darilo za vse nas, ki smo si prišli to prireditev ogledati. In kaj je zdaj lahko moje darilo pri tem? Ob tem, da sem seveda lahko kratek, vsaj dvoje. Namreč v nadaljevanju bomo podelili nekaj knjižnih nagrad, ob tem pa se občina Majšperk pridružuje z majhno pozornostjo v smislu nagrad za tiste, še posebej uspešne, ki ste si priborili posebne uspehe skozi vse leto šolanja. To je tradicionalno že tako karte, kopalne karte v Termah Ptuj. En del pa sledi še jutri. Namreč tukaj se bo zgodila ena prijetna prireditev prav za konec šole. Slišali smo prej samo en dan še, potem pa res. In ta dan se bo zgodil torej jutri, zadnji dan šole, kjer ponovno pridemo zraven strani občine Majšperk v sodelovanju z osnovno šolo in pa šolskim skladom. In to je glasbeno presenečenje, ki verjetno ni več presenečenje, ampak veste, torej k nam jutri prihaja goste glasbenica Nika Zorjan in se bomo tudi tukaj podružili v tako sproščenem vzdušju, verjamem da. In bo to tudi en del darila koncu leta. Naj pa zaključim z iskreno željo po čudovitih počitnicah prav vsem, še jasno najbolj vam, ki ste prav celo šolsko leto garali, učenke in učenci, in verjamem, da nič kaj manj tudi vam, spoštovane zaposlene in zaposleni v našem javnem zavodu v osnovni šoli. Želim vam torej predvsem brezskrbne počitnice, prijeten oddih in s polnimi baterijami povratek nazaj v mesecu septembru. Hvala lepa še enkrat in iskrene čestitke prav vsem ob prihajajočem koncu šole in iskrena čestitka velja tudi ob prihajajočem prazniku Dnevu državnosti. Hvala lepa. Hvala županu za spodbudne besede. Prosimo, da se nam sedaj pridružita ravnatelj in pomočnica ravnatelja, ki bosta podelila priznanja in knjižne nagrade. Hkrati s knjižnimi nagradami bo župan podelil še nagrade občine. Knjižne nagrade in nagrade občine prejmejo učenci, ki so z zlatimi in srebrnimi priznanji ter prve mesta na državnih tekmovanjih dokazali, da se trud res obrestuje. Začnimo s tistim delom zaključne prireditve, katerega naši učenci zagotovo najbolje čakajo. Podelili bomo srebrna priznanja, ki so jih osvojili naši učenci na državnih tekmovanjih. Kot prvo vabim na oder Vito Frleš, učenko 1. A. Prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček.
kot drugi Mateo Rojko. Učenec prvega A prejme srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček. Lina Toplak, prvi C. Prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Amaja Drevenšek, tretji A, prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Bine Livot, tretji B, prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Učenka tretjega A, Ajda Zakelšek, prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast. Ela Pišek Sternat, četrti A, prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Učenec četrtega A, Luka Vtič, prejme srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Na oder vabiva gospoda župana Saša Hodriča, saj sledi podelitev knjižnih nagrad in nagrad občine za uspehe na tekmovanjih iz znanj in za zastopanje šole na drugih tekmovanjih, srečanjih in natečajih v tem šolskem letu. Kot prvi se nam naj na odru pridruži Lukas Karneža, učenec prvega A. Prejme knjižno nagrado za osvojeno zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast ter za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček. Učenec prvega A, Tine Vivot, prejme knjižno nagrado za osvojeno zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Neža Vedrač, učenka prvega A, prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček ter za zastopanje šole na državnem tekmovanju Logična pošast. Anže Vedrač, učenec tretjega B, prejme knjižno nagrado za osvojeno zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček ter za osvojeno zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast. Učenec tretjega A, Gal Erbus, prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček ter za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast. Boržni Darko, učenec četrtega A, prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast,
srebrno priznanje na državnem tekmovanju znanja vesele šole ter za osvojeno srebrno priznanje na regijskem srečanju otroških folklornih skupin. Učenka 4.A Naja Sečnik prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju znanja vesele šole ter za srebrno priznanje na regijskem srečanju otroških folklornih skupin. Učenka 5.A Luna Drevenšek prejme knjižno nagrado za osvojeno zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast ter za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju znanja vesele šole. Zavod Tahirovič, učenec 5.B, prejme knjižno nagrado za osvojeno zlato priznanje za uspeh na državnem tekmovanju znanja vesele šole, za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček ter za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast. Darina Žnidarko, učenka 6.B, prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast, za zastopanje šole na regijskem tekmovanju osnovnošolcev za Kenguru Vegova priznanja ter za osvojeno srebrno priznanje na regijskem srečanju otroških folklornih skupin. Učenec 7.A Aleksej Gajser prejme knjižno nagrado za osvojeno posamično prvo mesto in naslov državnega prvaka v finalu državnega tekmovanja v streljanju za osnovne in srednje šole v disciplini zračna pištola z naslonom 10 metrov. Učenec 8.A Matic Pič prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju iz matematike, za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike ter za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček. Eva Dolenc, učenka 8.B, prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja logike, za osvojeno zlato priznanje na 34. regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, za osvojeno posamično prvo mesto na medobčinskem in 14. mesto na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, za osvojeno ekipno prvo mesto na lokalnem in 3. mesto na regijskem preverjanju znanja osnovnošolskih ekip prve pomoči, za osvojeno brunasto Cankarjevo priznanje na območnem tekmovanju iz slovenščine, za osvojeno ekipno 3. mesto na mednarodnem tekmovanju projekta Go kar bo v disciplini vožnja med stožci, za udeležbo na 36. medobčinskem otroškem parlamentu ter za zastopanje šole na šolskih športnih tekmovanjih. Učenec 8.B Žan Emeršič prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju iz fizike ter za osvojeno ekipno 3. mesto na mednarodnem tekmovanju projekta Go kar bo v disciplini vožnja med stožci.
Učenka 8.a Zoja Merčun Cveterežnik prejme knjižno nagrado za osvojeno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast ter za osvojeno tretje mesto na likovnem natečaju Gozd, les, naravno bogatstvo. Učenka, devetošolka Ines Galun je na valeti prejela tako knjižno nagrado, kot danes je prevzela nagrado občine za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast, za osvojeno bronasto priznanje na regijskem tekmovanju iz logike ter za zastopanje šole na regijskem tekmovanju v košarki in nas lepo pozdravlja iz zasluženega dopusta. Hvala lepa. Iskrene čestitke vsem nagrajenim in tudi vsem ostalim učencem, ki bodo priznanja in pohvale prejeli jutri ob podelitvi spričeval. Ob tem pa želim povedati, da smo na valeti podelili 3 knjižne nagrade za 9 let sodelovanja v pevskem zboru in 15 knjižnih nagrad za osvojeno bralno značko vseh 9 let šolanja. Gospod župan pa je podelil tudi 7 knjižnih nagrad za odličnost vsa leta šolanja. Iskrene čestitke tudi tem. Naj te podelitve presežejo prostor in čas, naj ne bodo samo spomin ali fotografije, v fotografije ujeti minljivi prizori, temveč poplačilo za vložen trud in spodbudo za nove in nove stvaritve. Hvala. Naše potovanje se nadaljuje v Grčiji, zibelki evropske civilizacije. Nato pa nas popelje še v Španijo, dom številnih svetovno znanih umetnikov. Ste vedeli, da so se prav v Grčiji pred več kot 2700 leti začele prve olimpijske igre? Danes se ne bomo pomerili v športnih disciplinah, ampak bomo uživali v plesnem nastopu učencev podružničnih osnovnih šol. Zatem pa nas bo Alja s svojim glasom popeljala v Španijo, kjer sta med drugim ustvarjala tudi Pablo Picasso in Salvador Dalí.
pasar 3000 años, pueden pasar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede sacarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? No, ¿cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que vida, más que nada. Za konec še Portugalska, dežela velikih pomorščakov. In ker brez pustolovščine ne gre, bodo oder zavzeli gusarje. Upamo le, da ne bodo odnesli šolskih dnevnikov.
Naše evropsko potovanje se je končalo, prav tako tudi šolsko leto. Hvala nastopajočim, mentorjem, staršem in vam, spoštovano občinstvo, za aplavze. Učencem želiva veliko smeha, sonca in novih dogodivščin med počitnicami. Srečno pot po Evropi, po Sloveniji in predvsem skozi življenje. Nasvidenje!